premikaj. To je zakaj. zasedli trije okupatorji, Nemčija, Italija in Madžarska. Na drugi strani pa je prišlo do boja med Slovenci samimi, ker so komunisti povezovali neposredno upor proti okupatorjev z bojem za revolucijo, za nov družbeni red, ki pa si ga večina ljudi ni želela. Od vsega začetka se je razvijale dvoje povsem različnih stališč obeh taborov, ki sta si stala nasproti med državljansko vojno. Medtem ko so predvojne tradicionalne stranke, Slovenska ljudska stranka, liberalci in socialni demokrati, zagovarjale strogo legalistično stališče, priznavali so namreč jugoslovansko vlado z Dražom Mihajlovićem na čelo kot vrhovnim podelnikom, so si komunisti prizadevali za nasilni prevrat družbenega sistema. Tradicionalne stranke so poudarjale kontinuiteto kraljevine Jugoslavije, čeprav so se tudi one zavzemale za spremembe, o katerih bi
da je ljudje odločali na svobodnih volitvah po osvoboditvi. Naj je kdo pripadal tej usmeritvi ali partizanski, v očeh Slovencev je to bila obenem odločitev med Londonom ali Moskvo. Tudi, če se je na koncu po sporazumu Tito-Šubašič leta 1944 tudi britanska vlada obrnila k Titu in partizanom. Ključno vprašanje je zato, zakaj in kako je do tega razkola prišlo. Kakšno vlogo je pri tem imela Osvobodilna fronta, vrhovna organizacija tako imenovanega narodno-osvobodilnega boja. Že začetki Osvobodilne fronte niso točno dokumentirani. Najprej je bila 26. aprila 1941 pod taktirko komunistične partije Slovenije ustanovljena protiimperialistična fronta, ki pa nikakor ni bila naperjena proti okupatorjem, temveč že ime samo to pove, proti angleškim, francoskim, amerikanskim imperialistom, tudi proti nemškim in italijanskim, kadar so se v očeh komunistov izkazali za imperialiste in proti domači kapitalistični gospodi, ki se je zatekla pod angleško imperialistično okrilje. Za komuniste okupacija najprej ni bila opredeljena kot izraz imperializma. Vsi komunisti, vsi protikomunisti naj bi bili, torej že junija 1940 je komunistična partija na tretji konferenci v Vinjah odgovornost za drugo svetovno vojno pripisala Veliki Britaniji in Franciji in zahtevala dosledno naslonitev na Sovjetsko zvezo. V svojih vrstah ni trpela nobenega ugovora, nobene kritike, ker je dolgoletna komunistka Angela Vodej javno nasprotovala sporazumu o nenapadanju med Hitlerjem in Stalinom in bila že leta 1939 izključena iz komunistične partije Slovenije. Pred napadom na Sovjetsko zvezo so bili komunisti nemški zavezniki. Komunistična partija Slovenije je bila sekcija komunistične partije Jugoslavije in kot taka vključena v Kominterno. Vezal jih je Hitler-Stalin pakt in pa mejna in prijateljska pogodba mesec dni pozneje. Sodelovanje obeh držav pa je bilo primerno tudi na drugih področjih. Šlo je tako daleč, da je Stalin Gestapu izročil več kot 300 komunistov, ki so pred Hitlerjem zbežali v Sovjetsko zvezo, med njimi tudi Judi. Večinoma jih je bilo ustreljenih, poslanih v koncentracijska taborišča in v geto, le redki so preživeli. Tudi na gospodarskem polju sta državi intenzivno sodelovali, podpisali sta kar 3 gospodarske sporazume, ki so bili izredno pomembni za razvoj nemške vojne industrije. Od vsega začetka je bilo jasno, da je bilo komunistom prizadevanje za izključno oblast pomembnejše od vsakega boja proti okupatorju, kar del je že oktobra 1940 v Zagrebu napovedal, da bodo šli, citiram, da bodo šli komunisti v oborožen odpor proti okupatorju samo, če bodo imeli možnost za revolucijo in če bo v interesu Sovjetske zveze. Takrat je bila ustanovljena tudi posebna vojaška komisija, kar pomeni, da je vodstvo partije že konkretno tudi v vojaškem vidiku načrtovalo revolucijo. Vsi protikomunisti naj bi bili kasneje uničeni ali z domnevno kolaboracijo kompromitirani. Naprej je bilo že določeno, da se bodo borili proti vsaki skupini, ki bi se paralelno z njimi pripravljala na odpor proti okupatorju. To nazorno potrjuje tudi Angela Vodej v svojih spominih, navaja, kako je Aleš Begler, pravnik in predstavnik komunistične partije Slovenije, na ustanovnem sestanku protiimperialistične fronte pojasnil stališče komunistov Črtomirju na Godetu. Bela garda mora biti, ker jo potrebujemo.
Če ne bodo ustvarili klerikalcijo, bomo morali organizirati sami. Komunistična partija je kot pobudnica ustanovitve protiimperialistične fronte, potem osvobodilne fronte, od vsega začetka imela vodilno vlogo in kakor ni bila pripravljena oblasti prepustiti ali deliti. Nikoli članice ustanoviteljice protiimperialistične fronte in osvobodilne fronte niso razpravljali o enakopravnosti sodelujočih skupin ali primerni delitvi nalog med njimi. Ključni dokumenti, na katerih so komunisti začeli graditi svojo oblast, so bili odloki sprejeti 16. septembra leta 1941 na tretjem zasedanju Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte v Ljubljani. To so bili sklep Vrhovnega plenuma Osvobodilne fronte slovenskega naroda, da se konstituira v slovenski narodno osvobodilni odbor, odlok slovenskega narodno-osvobodilnega odbora o vključevanju slovenskih partizanskih čet v narodno-osvobodilne partizanske oddelke Jugoslavije in odlok slovenskega narodnega osvobodilnega odbora o zaščiti slovenskega naroda in njegovega gibanja za osvoboditev in združitev, ter odlok o narodnem davku in posojilu svobode, posebno ga pomena seveda so predvsem prvi trije. Upravičenost in spoštovanje odlokov 16. septembra 1941 do konca 90. let niso dvomili niti slovenski pravniki in niti zgodovinarji. Ko sem to storila v ekspertizi za obnovitev procesa proti škofu Gregorju Rožmanu, je zgodovinar Janko Plederski očital hudo nekorektnost ter pozval pravnike, naj te odloke priiščejo z pravnega vidika. Profesor Lovro Šturm, do konca oktobra 1998 predsednik Slovenskega ustavnega sodišča, je potem iz pravnega vidika osvetlil odlok o preimenovanju in potem tudi zaščitni odlok. Napisal je, ob upoštevanju zgodovinskih danosti in tehtanju vseh okoliščin, kot tudi na temelju meril, ki so veljala v trenutku sprejemanja teh odlokov, je prišel do sledeče ocene. Citiram: pravna analiza s standardnim pravnim instrumentarjem za presojo vsebinskih pravnih pravilnosti obeh revolucionarnih pravnih aktov Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora nas ob upoštevanju historičnih dejstev kot rezultat dognanj zgodovinske stroke pripelje do naslednjih spoznanj. Oba akta, tako sklep Slovenskega narodno-osvobodilnega odbora kot zaščitni odlok, sta bila v svojih bistvenih sestavinah že v njunem nastanku v očitnem nasprotju s splošnimi od civiliziranih narodov priznanimi pravnimi načeli, ki jih je človeštvo strnilo v kodeks etičnih vrednot in pravil družbenega sožitja. Presoja njene dejanske uporabe v resničnem življenju tako oceno ne samo potrjuje, ampak jo še dodatno zaostri. Ključne določbe iz obeh aktov so bile v nasprotju z deklariranim ciljem uporabljene v skladu s skritim, sprevrženim motivom normodajalca. Gre za tipičen primer zlorabe prava. Oba akta nista bila namenjena zagotavljanju svobode in vzpostavitvi svobodne demokratične družbe, ampak sta bila uporabljena kot sredstvo za ustrahovanje ljudi in za izvedbo komunistične revolucije in za vzpostavitev totalitarnega družbenega sistema pod monopolno oblastjo komunistične partije. In profesor mednarodnega prava Dieter Blumenwitz je v svoji mednarodni študiji o medvojnem dogajanju v Sloveniji napisal, da dolžnost ubogatih ukazov komunistov ni obstajala. Je pa še naprej veljala zvestoba do države,
kateri državljani so bili in do vlade, ki jo je zastopala. In to kljub vojaški zasedbi. Vrhovni plenum je najprej sprejel sklep, da se preimenuje v Slovenski narodno-osvobodilni zbor. Posebno v sodu je drugi člen sklepa, s katerim so komunisti utemeljevali monopol in vrhovno oblast. Ciljuje se vprašanje, kdo je Osvobodilno fronto in njene ustavne skupine pooblastil, da govori ali deluje v imenu naroda. V vojnem času seveda ni bilo mogoče izvesti volitev ali referendumov, zato so bili edini, ki so imeli kakršnakoli pooblastila volivcev predvojni predstavniki zakonitih strank. Te predvojne stranke pa v Osvobodilni fronti niso bile zastopane in tudi ne zaželjene. Partija se je prizadevala, da bi v Osvobodilni fronti strnila čim več ljudi, vendar so se z vabilom naj stopijo v Osvobodilno fronto obrnili predvsem na nepolitične državljane, ki niso nasprotovali predstavam komunistov. Tako je moč razumeti izjavo, da so v ORF strnjene vse zdrave in pozitivne moči. Torej, člani tradicionalnih strank, vidni člani niso bili dobrodošli. OF ni zastopala večinske volje prebivalstva, čeprav je bila velika večina ljudi do okupatorja sovražno razpoložena. Komunistična partija je na začetku bila malo številna, imela je 1280 članov, bila je objektivno prešibka, da bi se lahko sama uveljavila ali se celo sklicevala na voljo ljudstva, zato je potrebovala zaveznike. Partija je skrila svoje končne cilje pod okriljem izredno popularne ideje osvoboditve in skrbno pazila, da v spredje ni potisnila sama sebe. Misel o zbirališču odpora je namreč prebivalstvo padlo na plodna tla, saj je večina Slovencev okupacijo zavračala. Nenadoma se je pojavila organizacija, o kateri sicer ljudje niso kaj dosti vedeli, ki pa je obljubljala, da bo proti okupatorjem mobilizirala vse svobodoljubne borbene slovenske skupine, ne glede na politične in svetonazorske vidike. Naklonjenost do OF pa nikakor ni pomenila avtomatično tudi naklonjenost komunistični partiji. Ljudje se najprej sploh še niso zavedali, da partija prevladuje Osvobodilno fronto. Zato je OF na začetku postala neke vrste simbol upora proti okupatorju in volje do osvoboditve. Seveda je bila ustanovitev take organizacije, kot je bila OF, legitimna, ne pa odrekanje iste pravice drugim političnim strankam in družbenim skupinam. Navedeni člen je namreč vsakomur, ki je nasprotoval načelom Osvobodilne fronte, ki so jo vodili komunisti, odrekal pravico, da se izven Osvobodilne fronte organizira proti okupatorju. Drug pomemben odlok je bil seveda odlok Slovenskega narodnega osvobodilnega odbora o vključevanju slovenskih partizanskih četov narodno-osvobodilne partizanske oddelke. Določa, da slovenske vojaške čete tvorijo slovenski vojaški zbor s lastnim poveljeništvom in vključuje ta vojaški zbor v narodno-osvobodilne partizanske oddelke Jugoslavije pod poveljstvom glavnega štaba. Tretji odlok, ki je seveda tudi posebnega pomena, pa je bil tako imenovani zaščitni odlok, poleg sklepa o monopolizaciji in vključevanju partizanskih enot, je imel dalekosežne posledice.
uvajal je strog disciplinski in kazenski sistem. Ta odlok je bil temelj tako imenovanega revolucionarnega sodstva in to vse do uredbe Vrhovnega štaba 24. maja 1944 o vojaških sodiščih, ki je začela veljati potem 30. avgusta 1944. Za komuniste je to bil formalna osnova za teroriziranje in ubijanje državljanov, ki se niso podvrgli sklepom OF oziroma partiji. S tem odlokom naj bi Slovenski narodno-osvobodilni odbor prevzel kazensko oblast. Zaščitni odlok naj bi legitimiral likvidacije, ubijanje Slovencev, ki niso sledili načelom, zapovedim in ukazom Osvobodilne fronte oziroma partiji. S tem instrumentom je bilo mogoče neljube nasprotnike razglasiti za izdajalce, pri tem je bilo vseeno, ali so dejansko sodelovali z okupatorjem, ali pa so nasprotno, čeprav izven Osvobodilne fronte, delovali proti okupatorju. Pravnik Blumenbic je ocenil, da je izdaja zaščitnega zakona z dne 16. septembra 1941 nasprotovala mednarodnemu pravu, še zlasti, ker so njegove določbe odpravile vsakršno pravno varnost in nasprotno omogočale kaznovanje skorajda katerega koli dejanja. V tem odloku so izdajalce lahko obsodili na smrt. Kot izdajalci so opredelili denunciante, Slovence, ki so posredno ali neposredno stopili v stik z oblastniki okupatorjev ali drugimi sovražniki svobode slovenskega naroda, in tiste, ki so zaradi svoje sebične koristi ali koristi skupine odvajali narodne sile za borbo proti osvoboditvi slovenskega naroda. Potem je 31. januarja 1942 izvršilni odbor Osvobodilne fronte tretjo točko še preciziral in razložil, da se sankcije, torej smrtna kazen, omenjenega zaščitnega zakona raztezajo na vsakoga, ki dela na to, da na ozemlju slovenskega naroda nastane oborožena sila, ki ne raste iz slovenskih narodno-osvobodilnih partizanskih čet in narodne zaščite pod političnim in vojaškim vodstvom OF. S drugimi besedami, smrtna kazen ni grozila le tistim, ki so narodne sile mobilizirali proti Osvobodilni fronti, ampak tudi tistim, ki so delovali izven OF. Vse dejavnosti, torej tudi odpor proti okupatorji, so bile potem takem sebične in usmerjene proti narodni osvoboditvi, če se niso dogajale v okviru OF pod komunističnim vodstvom in partizanske vojske. Seveda ni bila smrtna kazen edina, mogoče predvidena je bila tudi zaplemba celotnega premoženja, uničenje premoženja in narodni bojkot, to je pomenilo izločenost v družbi. Zaščitni odlok je predvideval tudi posebna tajna sodišča, ni pa navedel, kako naj bodo ta sestavljena, kdo naj jih imenuje in kako naj bi delovala. Določal je le hiter, usten in tajen postopek, obtoženec pa ni dobil možnosti zagovora in ni se mogel pritožiti. Nekaj vidnih obsodb je objavil slovenski poročevalec, dokler se ni izkazalo, da so take objave izredno negativno vplivali na ljudi, zato je potem Kardelj na predlog s tem Kidrič dal direktivo, da tega ni treba več objavljati. Iz teh objavljenih sodb seveda tudi ne zvemo, kdo je sodbo izrekel, kje in kdaj, se dejansko takih obsodb sploh ni bilo. Imena žrtev je določilo vodstvo partije in ne
izvršni odbor Osvobodilne fronte in ali celo kakšno tajno sodišče. Izvajala je te likvidacije oziroma umore, kar bi morali reči temu, je varnostno obveščevalna služba, ki je pač bila ustanovljena 15. avgusta, ko je 41, ko je Edvard Kardelj na pogovor povabil Zdenko Kidrič in Franca Raubarja Viteza. Že do konca leta so v Ljubljanski pokrajini umorili okoli 120 domačih ljudi. Od jeseni 41 naprej se v Sloveniji razvija še druga raven dogajanja. Poleg okupacije in upora proti okupaciji je tukaj tudi raven komunistične revolucije ter protikomunistični odpor, ki ga vodijo predvsem predstavniki predvojnih legalnih strank. Torej, sporedno z vojno tujih sil proti Jugoslaviji in s tem tudi proti slovenskemu ljudstvu je izbruhnila še državljanska vojna Slovencev proti Slovencem. Prilaščanje monopola oziroma izključne pravice OVF do odpora je zastrupilo ozračje med Slovenci v času, ko bi bilo nujno združevanje vseh sil proti okupatorju, tako socialističnih kot krščanskih in liberalnih. 16. september 1941, dan, ko je Slovenski narodno-osvobodilni odbor razglasil prepoved delovanja vseh organizacij in odporniških skupin izven Osvobodilne fronte, je, po mojem mnenju, formalni začetek državljanske vojne in desetletja prikrivane krivde komunistov. Hvala lepa. Hvala lepa, doktor Tamara Grizar-Pečan. Morda kakšno vprašanje, kakšen komentar? Lahko povem? Ja, torej, jaz sem Janez Kipickeran, Ključar bivši, zdaj sem upravljal o Orlih in sem preštudiral zgodovino skupina Slovencev 19. stoletja pa prve polovice 20. stoletja. S tem prikazom sem izjemno zadovoljen, vse je zelo korektno povedano, samo še nekaj 2-3 elemente bi dostavil, ki sem jih jaz pri svojih raziskavah temeljitih tega časa odkril. Namreč, gre v okviru tega tako imenovane narodno-osvobodilne borbe slovenskega naroda za izrazito zlorabo besed. Narod slovenski, ne Slovenci, in pa osvobodilne boje. Namreč, poglejmo, od leta Slovenci smo bili katoliški narod, ne, to vemo vsi. Od leta 892, ko je bil prvi katoliški shod, do leta 1941 je pri nas se močno razvil in okrepil pozitiven politični katolicizem. In leta 38, decembra 1938, je dr. Anton Porošec dobil na uradnih volitvah v Beograjsko skupščino 78% volilnih glasov. V Ljubljani 77%, v celoti Trabzonski Banovini pa 78% glasov. Torej, in to katoliški, torej, kateri slovenski narod so predstavljali iz OF. Če so bili pa oni izrazita manjšina, medtem ko 78%, to so samo voljivci, 80% Slovencev je bilo pa katolikov. To je ena stvar, prav zloraba enostavno besede narod. Narod niso bili oni, narod je bila tista molčeča
zastrašena večina. To je ena stvar, potem pa smo še drugo stvar. Se pravi, na drugi strani smo imeli pa, kot ste omenila, tudi protikomunistični odpor. Namreč, če te časopisme tvoje niso na razpolago, so na računalniku nadali, in se lepo vidi, da so bili na tekočem z vsem, kar se je v Sovjetski Rusiji dogajalo. Pernišek je napisal točno knjigo z vseh, tudi teoretično, zakaj nismo za krščanski socialisti, so se celo od Krekov dalili, zaradi tega, ker so bili Gospod se prevečuje. Ja, in se kakšne daljše komentarje. Tako je, smo da to dokončam. Namreč ta nasprotna stran je bila tudi premak raziskana in se je leta 41, 2 dni po 27. se je ustanovila Slovenska legija, ki pa je predstavljala 80% Slovencev, prosim. To povem, da se ne bo več poslovljeni izdajati drugi. Zelo bi se dal debatirati, kdo je bil pravzaprav izdajavc. Toliko imam je zapovedati. Jaz se izgledam. Seveda je imela Slovenska ljudska stranka v Dravski Banovini veliko večino, ampak o tem, da je na drugi strani proti komunistični odpor, o tem je že kar nekaj objavljenega, mislim, da je že kar dobro raziskana ta stvar. Tako da seveda so dobrodošle še nove raziskave. Zelo na kratko, da pridejo do besede. Če ni nobenih več drugih komentarjev, bi potem kar povabila k besedi dr. Jožeta Možino. Izvolite besede. Hvala lepa. Dragi dobromisleči ljudje, dragi prijatelji. Slovenci imamo žrtve fašističnega in nacionalsocialističnega nasilja in imamo tudi žrtve komunističnega nasilja. V civiliziranem svetu je norma, da se vse žrtve spoštuje in vsi krivci pomorov, civilistov in ujetnikov obravnavajo enako. In čas je, da to velja tudi za Slovenijo. Sklepi Osvobodilne fronte, ki jih je predstavila dr. Grisarjeva, pokažejo, kako so si vodili komunisti, zlasti Kardelj in Kidrič, uzurpirali normo, da kdorkoli napada partijo, vrši protinarodno delo in je izdajalec, ter si kot tak zasluži smrt. A to je šele del problema. Kot običajno v komunistični metodi je tudi tu veljalo pravilo, da pravil ni. Tako je lahko kdorkoli postal sovražnik in žrtev te miselnosti. Tako ilegalni voditelj Slovenske legije, pa narodno zavedni duhovnik, sodelavec OF, kot tudi primorski tigrovci, sistematično, pa seveda cele slovenske družine in kot bomo videli tudi množica romskih žena in otrok. V realnem življenju tistih prelomnih mesecev leta 1942 so si komunisti, ki so si podredili OF, vzeli pravico do tako imenovanega terenskega obsojenja in ubijanja. Ta ukrep je imel največje nepovratne posledice za narodni razkol, kot je omenila že dr. Grisarjeva. Odkje komunistom ideja in pogum za taka dejanja, se mnogi sprašujejo. Ravnali so se po metodologiji bolševistične revolucije, ker si je moč prevlado zagotoviti z nebrzdanim nasiljem nad lastnim narodom. Izvorna tragedija komunističnega nasilja in posledično razkola med Slovenci se odvije v Ljubljanski pokrajini. Tukaj vidimo sedanje slovensko ozemlje in na tej sliki vidimo, da pretežni del sever in Štajersko zavzamejo Nemci, Prekmurje Madžari in v tem osrednjem delu, ki ga zavzame italijanski okupator, Ljubljana, Dolenjska, z Belo krajino, Notranjska, tukaj se odvijajo pač te stvari, ki so potem usodno zaznamovale pravzaprav celotno revolucionarno in razkolniško dogajanje med vojno. Kljub temu, da se je italijanski okupator, seveda ne da bi imel dobre namene Slovenci, prav tukaj odločil za blago okupacijo, ki na začetku z vidika običajnih ljudi ni pomenila veliko sprememb za življenje. Ideološki bolševistični značaj partizanskega odporništva je bil razviden od vsega začetka. Kasneje so propagando obrnili bolj v narodno smer. Zanimiva je ta pesem Kominterne, najdena v partizanskem arhivu. Zanimiva je cela, ampak ta tretja hitica, na klic Kominterne združitelji čete,
v boj za svobodo, v boj za Sovjete in tako naprej, rdeče fronte in duh leninizma. Skratka, šlo je za izrazito ideološko podstat, ki se je potem začela s taktičnih razlogov nekoliko umikati v ozadje. Tukaj so trosilni lističi, najdeni v stražarskem arhivu, ki so jih skojevci po Ljubljani trosili leta 1942, že konec leta 1941, in so zanimivi, ker v veliko točkah propagirajo Sovjetsko zvezo, propagirajo Jožefa Stalina in imajo različne parole. Eno levo zgoraj bom prebral, ker je zelo zanimiva. Pravi tako. V boj proti pobijanju, proti poniževanju in nasilju, proti mučenju in pobijanju slovenskih mater in otrok, sramotnemu barbarstvu napravimo energični konec. Zelo zanimivo in pojmljivo. Ker žal je takrat ob nasilnem okupatorjevem terorju, zlasti nemškim, v pobijanju slovenskih mater in otrok to prvo obdobje prednačila maloštevilna komunistična gverila, ki je bila prav do teh kategorij v skrajnem smislu do sredine leta 1942 celo bolj okrutna kot okupator. Kako je do tega prišlo? Kdo je dajal neposredna povelja in spočigal tako okrutno ravnanje do rojakov? Brez dvoma je bil to seveda Edvard Kardel. Edvard Kardel, no tukaj ga imamo. On je bil znotraj partije vodilna osebnost, imel absolutno dominantno vlogo in narekoval je taktiko delovanja in tako imeno drugo etapo revolucije oziroma osvobodilnega boja. In na ta način je sprožil fanatično prevlado z uporabo najbolj brutalnih metod. V ključnih mesecih je diktiral razvoj revolucije v Ljubljani od 14. marca do 2. julija 1942. Kardel je bil tisti, ki je narekoval radikalno usmeritev VOS-a, ki je z umorjem napadal zlasti tradicionalni tabor v Ljubljani, v veliko večji meri kot italijanskega okupatorja, medtem ko je akcijsko delovanje v ključnem obdobju vodila Zdenka Kidrič, tukaj vidimo na desni strani. Oba sta se po liniji Kominterna izobraževala v Sovjetski zvezi. Do najbolj skrajne uporabe VOS-a je prišlo, ko je voditelj revolucionarne strani Kardel poljubno naročal, katere voditelje in vplivne posameznike tradicionalne strani naj VOS umori. Tukaj je prav neverjetno, kako se včasih prav na zabavljaški način odločajo, dajte tega ali raje tega, kaj pa če bi tega, neverjetno. Problem je seveda tudi v tem, ker imajo ti ljudje še vedno največje spomenike v Ljubljani. Tu je šlo v bistvu za spopad dveh mentalitet. Tradicionalna v tej fazi ni segla dve od radikalnega katoliškega dogmatizma in ekskluzivizma. Kot svojo skrajno obliko boja pa je poznala ostro propagando. Vendar napadli so jo komunistični revolucionarji, ki so pod sredstvo uveljavljali svoje volje brez pomislekov uporabili in posegli po umorih, kar je takrat pomenilo politični fanatizem, ki se v ta katoliška, pa tudi liberalna stran sprva ni znala in dolgo ni znala postaviti po robu. Bom tukaj citiral Jožeta Pirjevca, ki meni, da je komuniste udejanjala slabo oblasti, v kateri so v skladu z Leninovimi nauki vodili sveto vojno, v kateri je bilo dovoljeno vse. In dejansko se je tako tudi dogajalo. Tu je spisek prvih uspešnih in neuspešnih atentatov že konec leta 1941, ki jih je raziskoval dr. Damjan Hamčič. Kot skrajno fanatične je komuniste ocenil tudi Dušan Lajovic, ki je med vojno pripadal četniškemu taboru. Citiram, v tistem času ste bila najpogostejše sredstva za dosega cilja, laž in umor. Preden je komunistični voz v Ljubljani bil kakega Slovenca, je njen propagandni stroj po mestu od ust do ust širil vest, da je ta izbrana oseba izdajalec. Žrtev, ki ni niti slutila, kaj očaka, se seveda ni mogla braniti. Ko so človeka na to res umorili, je veliko naivnih ljudi sprva vsaj deloma verjelo, da ga je doletela zaslužena kazen. Določene podrobnosti ali podobnosti z današnjimi časi se seveda vsiljujejo same od sebe. Kardel je na veliko mestih pokazal, da v žrtvah VOS-a in partizanov ni videl ljudi. Zanimalo ga je le zastraševanje in propagandni učinek umorov, tudi ko je šlo za duhovnike. Citiram, ali ste dobili kakšne komentarje v zvezi s sovjetsko-angleškim paktom, piše Kardel, ali pa kakšne splošne podatke o reakciji na streljanje 4 farjev na Dolenjskem? Konec citata. Kardeljev cinizem je šel tako daleč, da ga je vznemirilo poročilo
o okupatorjevem predahu glede streljanja talcev. Namreč streljanje talcev se je zaradi partizanskih akcij začelo aprila 1942 in pogosto so tisti ljudje, ki so bili prej pod pritiskom partizanskega terorja, pozneje postali žrtev italijanskega terorja. Pogosto ljudje, ki so bili privrženi po vzhodni fronti, pogosto in tudi še pogosto je pa tudi tisti, ki niso bili. In seveda ti ljudje so postali talci proti svoji volji. Kar del tega, da Italijani nekaj časa očitno niso streljali talcev, ni pozdravil v smislu, da se pač ne mori neoboroženih Slovencev, tudi partizanskih privržencev končno, ampak je v okupatorjevem ravnanju videl zaroto, saj je zapisal, citiram, in čemu zastoj v streljanju talcev? Imamo vtis, da gre za tihi sporazum med Italijani in Belogardi. Konec. Moramo vedeti, da je bilo streljanje talcev res posledica partizanskega delovanja proti volji ljudi, ki so bili talci. In ko je partizanski teror dosegal negativne učinke, sprožal množični odpor in ogrožal partizansko gibanje, potem pa je Kardelj pritiskal na zavoro in nekako pravil, naj se stvari vsaj sektorsko umirijo. Edvard Kardelj je o Vosu in njegovih akcijah, ki da smešijo nasprotnike, konec marca 1942 poročal Titu in ponosno poudaril, da gre izključno za domeno komunistov. Citiram. Dejansko je ves aparat sestavljenih članov partije in tega naši ne dajo iz rok, niti ne dovolijo kontrole. Z eno besedo, Ljubljana se večkrat drži za trebuh od smeha nad podobnimi akcijami in kar je še bolj važno, varnostne službe, VOS-a, se vsi bojijo kot hudiča, prav to pa daje poleg narodne zaščite in partizanov OF značaj resnične oblasti. Da ne bom zdaj predolg v naštevanju različnih žrtev, ki so se vrstile, dejansko več kot 100 že do konca leta 1941. Vete, človeško življenje ni dragoceno le danes, bilo je dragoceno tudi takrat, če je bil ubit hišni gospodar, je bila cela družina tudi eksistenčno ogrožena, da ne govorim o grozi, ki je te ljudi spremljala. Tukaj so bili ubiti ljudje, ki niso imeli nobene zvezi s kakšnim odporom proti partizanom, oboroženim odporom ali česar, čemu podobne. To so pač znani primeri, tudi zelo znani in tudi, mislim, da v glavnem tudi zelo opisani. Dobro, recimo 6-članske Jakobinove družine, Tigro Suplem, do Lamberta Erlicha, Marka Natlačna, tukaj je zanimivo, kako so se pogajali, kdaj bodo Natlačna ubili. Krščanski socialisti so maja meseca še uspeli preprečiti, da so bi Natlačna ubili takrat in se v notranjih komunikaciji med komunisti se Marjeta, se pravi, s tem, kak več ponorčuje, ti naši Kristusi, tako so jih pač škodoželjno imenovali. In tudi Erlicha, seveda. Poglejmo primere dopisovanja Edvarda Kardelja Zdenki Kidrič. Ta navodila Kardeljeva za ubijanje so iz arhiva, so tudi v arhivu stražarjev in so objavljene v knjigi Slovenski razpor. Najdemo nekaj že znanih citatov, ki kažejo počelo nasilja. Zmeraj se začne tako, draga Marjeta, konča se Krištof, seveda Edvard Kardelj, tukaj se da tudi prebrati. To je iz 28. junija 1942, preden je nastala kakšna oborožena, recimo katoliška oborožena skupina, ki bi se uprla partizanom. Likvidirajte pa v rundah, pravi Kardelj. To je misli likvidaciji druga za drugo in potem napravite malo trajnejšo pauzo in počakajte najugodnejšega političnega momenta. To zadnje imejte vedno pred očmi in tako naprej. Pravi, tehnologija terorja, zastraševanja, tehnologija ubijanja. Tukaj mogoče preberem še en citat, ko pravi, po mojem se sedaj začenja tista vrsta vojne, ki je že napol državljanska in v kateri bojevniki ne obstajajo niti kot pojem, niti kot dejstvo, to je, ko se kolje vse, kar pride pod nož. Zdaj, vrhunec vse te norosti, ki je bila sprožena seveda na tak način, pa je partizanski, bomo rekli, komunistični genocid nad Romi, kot ga sam poimenujem, in imamo za to dejansko, nažalost, vse razloge. To je bil prvi vrhunec revolucionarnega nasilja z množičnimi umori celih skupin, ki je bil dolgo potisnen v ozadje in nekako skoraj pozabljen. Leta nazaj se je stvar začela obračati. Seveda se bom pomudil zlasti ob pomoru več kot 50 slovenskih civilistov 17. maja 1940, torej pred natanko 80 leti, kar je postal tudi dan, na katerega se
se spominjamo vseh žrtev komunističnega nasilja. Zdaj, česa podobnega do takrat, do 17. maja 1942, ni naredil nad slovenskim civilnim prebivalstvom v enem dnevu niti nemški okupator, niti mađarski, niti italijanski, niti NDH nobene. Naredili so to malo številna domača komunistična gverila proti končno lastnim ljudem, tudi Romi, ki so bili po večini žrtve, so bili seveda slovenski državljani oziroma jugoslovanski državljani. Zdaj, nekaj dni pred tem pomorom so v Iški, so partizani Šercevega bataljona, to je bilo 10. maja v Gaberju pri Mačkovcu zajeli romske družine in jih potem pobili 12. maja 1942, tukaj šlo za 10 oseb. Zdaj, ta 17. maj pa je res izredno okruten in to teda je najštevilčnejši pomor. Šlo je za celotno romsko skupnost iz bližine Tomišlja na Ljubljanskem barju. Zdaj, ta primer, pogrom nad Romi ni še celovito zgodovinsko obdelan in tudi ne, sploh pa ne moralno vrednoten. Je pa vendarle se veliko raziskovalcev tudi tega dotikalo, od dr. Ferenca do dr. Bersiča, seveda pa ogromno tukaj naredila vladna komisija za prikrita grobišča, ki je tudi naredila izkop. Ni obveč mogoče v tem trenutku reči, da posmrtni ostanki pobitih Romov v Iški še vedno čakajo na pokop, ker ljubljanski župan že tretjič zavrača pobudo, da bi se pač te ljudi spravili v kolektivni spomin z grobom na ljubljanskih žalah. Tudi v pomoru pri Iški je bil deležen Šercerjev bataljon oziroma njegova prva četa. Po partizanskih tirih je bilo umorjenih 42 Romov, kot bomo videli v nadaljevanju, pa je skop žrtev jeseni 17 odkril več okosti. V zvezi s tem pobojem je aktivistka OF in partizanka Angela Tomše, ki se je imel priložnost poznati pred 20 leti, zapisala eno prvih obsodb zločina na partizanski strani, kako pravi. Obkolili so jih na Senožetih pri Ljubljanici, jih odpeljali na bataljonsko komando v Iški, Vingar in potem pravi likvidacija otrok in žena je boleče odjeknila med prebivalci naših vasi, ki se s streljanjem ljudi niso strinjali. O pomoru te skupine Romov iz vasi pod Krimom je pričeval tudi Tone Oblak iz Tomišlja, istoimenski oddaji Televizije Slovenije, ki se je spominjal, kako so skupine z družinami gnali skozi vas in kako so se nad njimi grdo znašali. O tem, kaj se je zgodilo, je šel glas po širši okolici. Citiram. Otrok niso pobijali s kroglami, ampak so jih prijeli za noge in tolkli v drevesa. V vojaškem poročilu Šercevega bataljona o umoru romskih družin so suhoparno zapisali. Tukaj imamo ta dokument, ki ga je podpisal Fritz Novak. Pravi, prva četa likvidirala po zaslišanju organizirano cigansko vohunsko tolpo, ki je štela 42 članov, zaplenjeni so 3 konji. Potem imamo tukaj še rokopisni zapis, ravno tako Šercevega bataljona, ki rutinsko od dneva do dneva zapisuje, kaj so postorili in za 17. maj 1942 pravi striženje deklet na Igu, ki so hodili z Italijani prevzem oblasti v organih OF in pa seveda likvidacija ciganske tolpe, broječe 42 članov in tako naprej. Se pravi, to ni šlo za nobeno samovoljo, to je šlo za natančno, organizirano in tudi po hierarhiji določeno delovanje. Spodaj vidimo posnetek izkopanih grobov. Ni obveč reči, da je bil poveljnik čete Alois Popek, politični komisar pa Alois Husold, Vasilij. Bataljonu sta poveljevala Tone Vidmar in politični komisar, že omenjeni Mirko Novak Fritz. O pomoru Romov sta ta dva poročala notranjskemu odredu, ker je bil komandant Bojan Kulak Stenka in politični komisar Janez Skribar. Dejansko je sklop umorjenih Romov iz Usodijske Iške jeseni 17. skril, da je bilo umorjenih še več, pa na kratko o tem. Našli so 53 okosti, 24 od teh je bilo otrok od 1 do 14 let. Nekatere otroške žrtve so bile tudi brez znakov strelnih ran, kar nakazuje, da ima pričevanje Toneta Oblaka o načinu umora otrok realne temelje. Citiram strokovno mnenje, strelne rane so bile opazne le pri 9 okostih. Med umorjenimi je bila tudi nosečnica v zadnjem ali predzadnjem mesecu nosečnosti. Našli so namreč okostje še nerojenega otroka. Domneva se, da so raziskovalci poleg umorjenih Romov našli še druge žrtve partizanov, med drugim župana Janeza Brkuna, trgovca Jenka
ženska s 4-letnikom otrokom, ki se tudi omenja, pa je najverjetneje bila Mina Lampret hčerko, ki je tja hodila po hrani. Zdaj pazite, kar 4 neposredno odgovorni oziroma upleteni v vojne zločine nad Romi, Bojan Polak, Janez Hribar, Tone Vidmar in Alojz Tobek, so bili po vojni razglašeni za narodne heroje. Da ne bom predolgo omenil samo še te preostale, temo se danes malo več pogovoriti o Romih, te preostale primere po boju Romov. Tretji se je zgodil teden kasneje, v bližini Sodražice, ko zajamejo romske družine, jih sodijo, kot pravi nek sodnik Jernej Sante. Umrjene so bili pod Boncarjem skupaj z 2 drugima obsojencema. Ob ekshumaciji se je pokazalo, da je šlo za 20 žrtev, od tega je bilo 11 otrok. In tudi skelet 6-mesečnega dojenčka. Naslednji poboj Romov, ki so bili nastanjeni v okolici Horjula, se je zgodil junija 1942, blizu Žažarja. V pričevanjih tukaj prisotnega Janka Mačka in tudi drugih spominskih zapisih je šlo za okrog 5-člansko družino Roma Blaža Todoroviča, ki se je nastanila v Horjulu. Po večini se, kot v vseh primerih romskih naselij, je šlo za otroke in ženske. Zadnji, hkrati najobsežnejši pogrom pa je doletel Rome iz Bele krajine. To se je zgodilo v nedeljo 19. julija 1942, zgodaj zjutraj, ko so partizani belokranskega obreda odgnali od 60 do 80 Romov iz Kanižarice pri Črnomlju in naselje tudi požgali. Med njimi je bila tudi dalec znana Romkinja, ciganka, če bo to šlo. In to je bila Kata, na sliki 14 vidimo njen portret ponosne romske ženske, ki je tudi postala žrtev tega nasilja, in ker imamo edin ta posnetek oziroma edino to podobo, pa naj ona ponazarja te ljudi, ki so tam na tako tragičen način izgubili življenje. Gnali so jih proti Mavrlenu, to je proti Kočevskemu rogu na Okrebr, do opuščene kočevrske vasi Zagradec in jih tam pomorili. Podrobnosti vemo, ne bom tukaj navajal. Enemu, 19-letnemu Matiju, je uspel pobeg, on je potem tudi poročal Italijanu, tako da imamo v tem primeru tudi poimensko naštetih, mislim, da okrog 40 žrtev, ogromno otrok vmes. Ena noseča Romkinja, Margeta Hodorovac, nje pa se je usvojil partizan, tako da se je ženska rešila in rodila zdravo hčerko Zoro in njen sin, zdravi vnuk, je danes tudi, recimo, zelo dejaven Rom. Zdaj, poleg italijanskih dokumentov pa v tem primeru zelo dobro jih poznamo tudi iz pričevanj sester Majerle, oddaje pričevalci na televiziji Slovenije. Zdaj, v odločitev za pomor Romov je bil nedvomno preden slovenski komunistični vrh, v tem ni nobenega dvoma. Neposredno pa partijski sekretar v tem primeru za Belo krajino Ivan Novak Očka, predvojno čeljar v Tacnu, ki je dejansko, tukaj vidimo v družbi z Borisom Kidričem, ki je užival tolikšno podporo partijskega vrha s Gabrielem Kidričem na čelu, da je na drugem zasedanju, da se je lahko udeležil drugega zasedanja Avnoja, naslednje leto in potoval v slovenski delegaciji v Jalce. Po njem je bila imenovana tudi osnovna šola Vižmarje Brod, kar je z vidika pomorjenih romskih otrok, seveda cinizem posebne vrste. Zaključimo lahko, da so se slovenski komunisti pri svojem izvajanju revolucije po bolševističnem vzoru najbolj radikalno znesli ravno nad dolenskimi in notranskimi Romi, ki so bili najšibkejša oziroma najrevnejša kategorija prebivalstva. Zdaj ta izključevalen, diskriminatoren odnos do Romov, ki je brez dvoma prevladal pri takrat večinskem prebivalstvu, je pri slovenskih revolucionarjih iztiril v množično umore romskih družin, kar je najskrajnejši izraz rasizma. Končno. Iz partijskih dokumentov je namreč razvidno, da so morale enote o imenih tistih, ki so jih umorili, pisno poročati svojim nadrejenim. Le pri Romih to ni bilo potrebno. Kaže tudi dokument štaba 1. bataljona Ljube Šercerja, kjer pravijo, citiram, sporočite imena vseh arektiracev, ki ste jih pokončali. Imena ciganov ni treba. Smrt fašizmu, svoboda narodu. Nekritični pisci medvojne zgodovine, celo kvalificiranih raziskovalci, se tej temi še vedno radi izognejo. Če pa jo že omenijo, ponavljajo revolucionarno etiketo, ki pomorjenim Romom očita z ničemer dokazano vohunjenje. Vsekakor so bili poboji celih družin z otroki grozodejstvo,
ki ga ni moč z ničemer opravičiti. Zastraševanje je vplivalo na celotno prebivalstvo in traumatično tudi na partizansko gibanje, saj številni partizanski borci tega niso obravnavali, lahko rečemo, da večinsko. Zanesljivo so bili pomori posledica ukaza oziroma odobritve vodstva partizanskega gibanja, ki je ažurno, kot smo tudi videli, dobivalo poročila o množičnem ubijanju romskih družin. Partizansko gibanje oziroma komunistična oblast tudi v desetletjih po vojni nikoli ni obžalovala pomora romskih družin, da bi vedeli. Narodni heroji, ki so za pomore neposredno odgovorni ali bili vpleteni po poveljniški liniji, niso izgubili svojih časti, nikoli se jim ni bilo treba niti malo zagovarjati zaradi storjenih zločinov, ampak so nasprotno v partijski hierarhiji takratnega režima še napredovali. Nekateri partizanski pisci so pogrome nad Romi omenjali celo na zabavljiv oziroma porogljiv način, kar tudi najdete v nekaterih tega, tudi sam sem o tem pisal. In še to, ob izkopu v Romoviški 2017 je spletni portal javne televizije MMC pomor Romov v naslovu opremil s povojnikom, naj bi jih ubili, kar je skregano z novinarskim poročanjem o neizpodbitni ugotovitvi vladne komisije. Vladna komisija na tiskovni konferenci povedala in še zmeraj so oni retrogradno najbolj. Še bolj pa bode v oči tudi naslov tekstualnega prispevka, ki je naslovljen sintagmo, citiram, preventivno uničenje zaradi strahu pred izdajo. Če upoštevamo tudi to družino, to je omenjeno Roma Blaža v okolici Korjula, je romskih žrtev dejansko med 150 in 170. V vsakem primeru je bil pobit velik del blizu polovica romske populacije v Ljubljanski pokrajini. V sorazmerno kratkem času, od maja do julija 1942, je bilo po naši oceni umorjena večina Romov na ozemlju, ki so ga nadzorovali partizani. Glede na to, da so v tem obdobju res pomorili tako visok odstotek te etnične skupine skupaj z otroki, ima ta pomor vse prvine genocida. Romi, kot je prej rečeno, seveda niso bili priljubljena kategorija prebivalstva, a vendar so stoletja sobivali z drugimi, in ki so po krščanskem nauku vedeli, da so romska življenja pred Bogom vredna toliko kot njihova. In kdor je zagrešil take zločine, kot smo jih sedaj vsaj nekoliko omenili, je bil za številne, razumljivo, posebno zlo. Zlo, ki se bo je treba upreti. Zdaj bom še za konec zaključil z nekaj grafi, na kratko, ki so zelo povedni. Ta graf je osnovno podatkovno orodje za razumevanje slovenskega razkola in druge svetovne vojne na Slovenskem, bomo poskušali še malo povečati, kaže namreč za to ljubljansko pokrajino, kako je potekala dinamika žrtev po povzročiteljih. In vidimo, da ta sintagma, kot se včasih reče, ja, vojna, v vojni se dogaja grozodejstva, da ni samo po sebi umevna. Namreč prve mesece vojne, okupacije, strani Italijanov, kot rečeno, ki niso bili nobenih dobrih namenov Slovenci, se ne zgodi nič takega. Vidimo, da ni nobenih žrtev. Žrtve, potem konec leta 1941, posebej pa spomladi 1942, zaradi prepričanja, da bo kmalu konec vojne, začne komunistična gverila. Ampak ne proti okupatorju, tudi, ampak v večji meri proti slovenskemu civilnemu prebivalstvu. In tukaj vidimo to norost, da kar poskočijo recimo števila žrtev strani komunistične gverile, februarja 16, marca 28, v enem mesecu toliko pobitih na majhnih področjih, aprila 73, maja 202, potem 263, z vrhuncem 311, julija 42, ko italijanski okupator, ki mu je očitno na začetku, ko so se Slovenci med sabo pobijali, to ustreza, domnevamo, ker je bil izredno nasilen, potem organizira to veliko oroško ofenzivo, kjer preseče partizansko nasilje do slovenskega civilnega prebivalstva, ampak ga nadomesti s svojim nasiljem. Tako da potem ogromno ljudi takrat ubijajo kot talce, pogosto seveda v večini primerov nič krive, tako ali drugače, veliko jih odženejo na rad, kjer jih veliko tudi umre, tako da je dejansko so ljudje nastradali najprej na eni in potem tudi na drugi strani. Tukaj vidimo graf, ki kaže število otrok, ki so bili ubiti v posameznih mesecih leta 1942, vidimo te hude vzpone v času pomorov teh romskih skupin. Tudi italijanski okupator je povzročil veliko žrtev med slovenskimi otroki.
običajno kot kolateralna škoda, kar ga seveda ne obvezuje kakšne odgovornosti. Pa tukaj nakratko še to, da ne bi pozabili, da je bil hud režim, včasih tudi teror, tudi v samem partizanskem gibanju. Ta graf kaže, da je v partizanskih vrstah več partizanov ubitih strani partizanov samih, kot pa s strani protikomunističnega gibanja. Do julija 1942 temu tako, pozneje seveda, ko se spopadi začnejo, je drugače. Nakratko, samo dve sodbi, recimo najbolj, mislim, absurdni, tragični pravzaprav, ki sem jih ponašal v partizanskem arhivu. Junija 1942 v Šercerjevem bataljonu obsodijo na smrt 3 partizanke iz Ljubljane. 2, Fanja Anžul in Vida Mežgon, imata 16 let, 3. 19. V dokumentu v tej partizanski sodbi je ohranjena so celo naslovi, od kjer bile so doma z vzhodnega dela Ljubljane. Ali pa ta, tudi 24. junija, v ustreljenje partizan Sudske se je napil, potem partizan Robi ustreljen, ker je kradel marmelado. Tako, na ta način so ljudje takrat lahko tudi v partizanih izgubljali življenje. Mi pa znamo, da bi bil kdorkoli zaradi zločinov, ki smo jih preomenili, kadarkoli kaznovan, prej bomo lahko rekli, da je bil nagrajen. In še čisto na konec, za konec okupacija je seveda izvorno zlo, to je vsakega doma, vendar je tudi zaradi načina upora proti okupatorju, s tem prepletene revolucije in potem proti revolucije, davek, ki ga je Slovenija, ki je terjal med Slovenci tako izjemno in nesorazmerno visok. Tukaj vidimo samo eno primerjavo z nekaterimi drugimi narodi, kjer so se odločili za drugačen način upora proti okupatorju. Recimo Norveška, kjer se 2 meseca bori proti Nemcem, vidite, 0,12% izgub. Francija, ki se je borila v vojni, spomladi 40 poražena, končno se da ne govorim, prek Francije gre potem cela fronta, leta 44 izgubi 0,85%. Tudi Italija, ki je bila okupator, ki se borila v Afriki, v Sovjetski zvezi, izgubijo okrog 1% prebivalstva. Slovenija 6,7%, pa na našem ozemlju ni potekala nobena velika fronta in nobena odločilna bitka za potek druge svetovne vojne. Tudi Primorska, veliko Ljubljanska pokrajina, kjer smo rekli, da je bila okupacija na začetku najbolj blaga, pa celo 9,68% in Prekmurje najmanj pa 1,9%, tudi zato, ker je bilo tam partizansko gibanje najmanj prisotno. Na ta način, s tem bomo tudi zaključili in sedaj prisluhnili, mislim, da še doktorju Jožetu Dežmanu, ki pa ga je višja sila zadržala, ampak imamo in njegov slik. Hvala lepa, doktor Jožeta. Morda kakšno vprašanje? Potem bomo pa kar, kot ste že povedali, zavrtili postelj. Izvolite. Glede, v luči tega, kar je bilo zdaj povedano, bi rada povedala, da sem ravno danes iz te revije Ljubljana prebrala Vodnik, kjer Nataša Pirc-Musar piše o Ljubljani mesto heroj, oziroma Ljubljana mesto herojev. Moje vprašanje, ki je lahko tudi samo retorično, je naslednje. Kako to, da danes ob tolikih dokumentih, ki so bili odkriti, izobraženci slovenski še vedno sodelujejo pri brisanju zgodovinskih dejstev? Ja, gospa, to je skrajno tragično. Kaže, da je ta ena od točk Osvobodilne fronte, ki je govorila o spremembi značaja slovenskega naroda, iz danega septembra 1941, zdaj posledično učinkuje po 80 in več letih. Tukaj gre, po mojem, za neko poškodovano vrednostno središče ljudi, ki tako razmišljajo in ki imajo na voljo vse te podatke, se so objavljeni, ampak to ignorirajo. In verjetno tudi zaradi nekih svojih koristi, ampak poškodovane zavesti, težko bi sodno, ne sodi Bog. To je tudi zame in za ljudi, ki se ukvarjamo s tem, ki poskušamo delati na nek subtilen način, je popoln šok, ne moramo razumeti tako. In to pogosto tudi zelo izobraženi ljudje, taki, ki radi moralizirajo in sodijo druge, se potem tako obnašajo. Mogoče bo gospa Tamara, ki je bolj izkušena, vedela še kaj več povedati. Pravzaprav
pravzaprav nimam kaj dosti dodati. Mi se zelo trudimo vedno znova, da bi prišlo do dialoga med zgodovinarji, da bi se enkrat dejansko na podlagi dokumentov, dejstev pogovarjali o teh stvarih, pa žal do tega še ni prišlo. Ja. Res je pa tudi to, da zgodovinske raziskave, ki so izdelali kolegi tukaj od dr. Hančiča, mislim, da se jih je več, gospod Grisarjeve, tudi sam sem nekaj prispeval, da te zadeve niso nikjer demontirane, ne, tako da v bistvu stojijo in obstanejo. Res pa je, da se poskušajo mogoče tisti, ki pa imajo to zgodovino posesti, mogoče čisto iz osebnih razlogov, iz osebnih koristi, da se poskušajo s tem soočati tako, da ignorirajo. Ampak to v teh časih mislim, da ni več mogoče. In kar se tiče vedenja o drugi svetovni vojni na Slovenskem, smo prišli že tako daleč, da mislim, da se pa tudi krogla ne bo več vrnila v svoje ležišče. Pozdravljamo, je Mirja Franci Kinderhofer. Jaz bi pa imel eno vprašanje gospodu doktoru Možini in gostej doktor Grisen. Kako je mogoče, da je danes med tem, kar slišimo, kaj se med vojno dogajalo, o tej državljanski vojni in o tem, kar danes narekovajo, rečemo, uradno vrednotenje NOB-ja, takšna diskrepanca. Kako lahko pride do tega, da je recimo spominski pano, ki je bil letos postavljen na Teharjah, ima takšno vsebino. Prečital bom samo prvi stavek. Po koncu druge svetovne vojne je bilo na slovenskih se oproščam, ker je slaba kopija, je bilo na slovenskih tleh umorjenih nekaj 10.000 vojnih ujetnikov različnih narodnosti, ki so se borili proti jugoslovanskim in slovenskim partizanom na strani nemških oboroženih sil. V vsem tekstu, naprimer, se niti enkrat ne pojavi beseda komunistična partija ali Tito ali komunizem. Naprimer, zasledil sem poročilo Jožeta Pučnika, ker naprimer v enem kratkem besedilu, ki opisuje to problematiko, v 21 vrsticah pomeni 17-krat komunistično partijo in tako naprej. Mislim, kaj moramo storiti, da bomo te zadeve enkrat spravili v red, čisto jasno povedano. Hvala lepa. Veste, to, kar ste izpostavili, tudi način, kako ste izpostavili, se tudi sam s tem strinjam, ampak zgodovinari smo svoje naredili, to je v bistvu politično vprašanje. Stvar tudi je neke civilizacijske norme, ki jo narod zmore. Če se navežem, spominski dan, ki ga danes prvič obhajamo, ni naletel na soglasno preterjevanje v javnem prostoru, po političnem prostoru. Zdi se, kot da ga tudi s posmehom odrivajo na stran. Zanima me vajen komentar na to, zakaj dan, ki je izbran od 80-letnici takega genocidnega dejanja, ne more biti v slovenski javnosti sprejet enoglasno, soglasno, z nekim sočustvovanjem, empatijo. Odkot ta posmeh? Jaz bi rekla, da zaradi tega, ker prvič v šolah zgodovina še ne poučujejo tako, kot bi morali, bi se morali tudi nekaj zgoditi. In drugič pa tudi kot posledica večinskih medijev. Tog časa, ko mi ne bomo imeli tega urejenega v državi, da bo prišlo do resnične
takšnega pluralizma v medijih se po mojem mnenju ne bo kaj dosti spremenilo. Tudi to je politično vprašanje. Strinjam se s vami. Ja, glede medijev. No pa povejte. Všeč od Silvestra, Garda Titova, pa SDS, pa VSO. Mene zmoti to, ker uporabljate termin poboj. Dajte začeti uporabljati besedo umori. To so bili samo umori, pa čist neč drugi. Se z vami popolnoma strinjam, ampak če ste moje stvari brali, boste velikokrat našli besedo umor. Tudi jaz uporabljam tudi v tem tekstu besedo pomor. Ja, res bi tukaj dodal, da je bilo res kaj nagenega, ampak ni treba tako govoriti, da se ne da narediti. Z argumenti o stališčih se da prepirati, o dejstvih, argumentih se da pogovarjati in tudi dogovoriti. Torej, bom citiral izjavo pričevanja moje mame, poštene ženske, verodostojne, o enem napisu, ki je bil leta 1938, nekje na Seniku, Čadučah, ko se je peljala s svojim očetom, veljavnim kmetom, prodajati Ljubljano pridelke. Na tistem Seniku je pisalo: Ban, Marko natlačen, narod je lačen, odprimijo bacin, če da ne boš ti odprl, ga bo postalili. To so napisali, so neki potegali vašega očka. Ja, čudnega očka, zelo čudnega očka. Ki pa je imel osnove, ki so tudi poznani in bi tudi za raziskati. To je eno. Potem pa še glede tako imenovanega domobranstva. Še zmeraj provokatorji po portalih zmerjajo ljudi z domobranci. Jaz osebno sem zdaj prej študiral to orlovstvo, do domobranstva je prišlo točno razvidno iz slovenskega katolištva, ki je bilo zelo pozitivno gibanje, ki je ustvarilo ogromne dosežke in je formiralo tudi orle, je formiralo tudi slovenske fante, dekliške krožke, iz teh, to so bili vsi slovenski katoliški zavedni pošteni ljudje, in iz teh krogov so potem išli slovenski domobranci, ki pa niso bili nobena zločinska in ne bi kakšna organizacija, pa so enostavno nezločinska, samoobrambna proti takemu nasilju, o katerem ste vi pregovorili, formacija oborožena, ki se je ustanovila, o čemer pričajo v Smersu, 29.4.1941, ampak to je verodostojno pričevanje Rudolfa Smersuja v delavski zbornici nasprotnih hotela Union v Ljubljani, kot slovenska legija. In te domobranci niso čisto neki eni zločinci, ampak so bili samo obrambna slovenska organizacija. In to izdajalstvo še spomenka Hrbar, pa je intelektualka govori o enih izdajalcih. Gledajte, ne more biti izdajalce 1, 2, 3, 5 ljudi. Ne more biti en velik 80% naroda izdajalca same sebe. Mislim, to je alogično. In to so politični nasprotniki. Eno so izdajalci, drugo so pa politični nasprotniki. Izdajalci so predvsem tisti svojih klasnih vrst. To je politični nasprotniki. Ja, še zmeraj so ljudje tukaj pa to mesto. Pa dan zmage. Kakšen dan zmage pa bil, za Ljubljano ni bilo nobenih bojev. Tako Nemci so sami odšli. Tule v hotelu Belgi so potem po vojni organizirali partijske, so slovensko mladino indoktrinirali in so imeli partijske tečaje. Poleg tega teh glede zmage. Ja, aprila 44 napored preko 100 so Nemci vojaško premagali, preko 100 partizanom je bilo mrtvih. 9. do 12. 45, prav že pod njem zmage, so bili partizani, stalinistični partizani, to je treba stalinisti so bili. Oni niso bili slovenski zavedni partizani, oni so bili stalinisti, so doživeli krepek poraz in je bilo mrtvih pri preboju čez Rovodski most
in je bilo mrtvih 20 domobrancev in 200 partizanov. 12.5.45. Tole na dan zmage, ko imenovane, ki za mene dan okupacije s stalinizmom, je bila na operi, sta bili dve podobi. In sicer podoba Stalina, znanega zločinca, pa podoba stalističnega Josefa Broza Tita. Hvala za vašo intervencijo, da bomo imeli še druge priložnosti naše. Hvala. Dobro, jaz sem še ja, nič pomislil, drugi pomislil, ja, pa možno ne sej, srečno da se. Jaz mislim, da pa vam ima zelo jasna stališča, da se vsega tega tiče. Hvala lepa. Vidi se, da te ima zelo zanimivo in lahko bi zdaj izmenirali pa ne večer, ker se premalo debatiramo o tem, ampak je kontaktno bi samo se še dveh zadev, če sem kratko. In sicer ta termin uboji ali umori. Slovensko sodstvo uporablja še eden bolj elegantni termin, namreč odvzem življenja. Formularji, s katerimi razpolaga sodišče, če dajo ljudje prošnjo oziroma vlogo za odškodnino, za umrlega ali ubitega, tam piše zaradi odvzema življenja, zelo elegantno, kot neki medicinski poseg. In drugo, jaz se gospodom Možinom strinjam, da so zgodovinari z njihove strani vse naredili, ampak pri politiki šepa. Zato bi lahko so te debate vedno tako neskončne, če se gre za to našo osvobodilno fronto. In jaz tukaj mislim, kdo je tukaj na potezi? Poglejte, mi do danes nismo imeli predsednika republike, ki bi se s to materijo ukvarjal. In to je on zapolnil. Parlament sam lahko sprejme določene zakone, ki omogočajo očiščenje te preteklosti, ampak predsednik države mora biti tisti, ki skrbi za politično higieno, za moralo in vzgojo mladine in tako naprej. In on bi moral biti tisti. Jaz apeliram tukaj na vse nas, da letos bomo volili novega predsednika države, da mislimo na to. Hvala lepa. Bomo spustili sedaj še prispevek, nekoliko krajši, dr. Bežbana, ki je zelo zanimiv. Vas pozdravim na daljavo ob pomembnem mejniku, se pravi nacionalnem dnevu spomina na vse žrtve komunizma kot spominskem dnevu. To je pomembno izhodišče in nam kaže že, da je tudi en pomemben diagnostični moment, ker poglejte, Robert Golob je reagiral na razglasitev tega dneva, da bo večkrat dan zmage in da bo resnica. Dan zmage in resnica za gospoda Stimularskega, ki se hvali, da je poslušal 80 let, pomete na nas strašne izjave. Prav on ve, kaj je zmaga in ve, kaj je resnica. In govori v imenu prvotnega režima in govori v imenu režima, ki je temeljil na mitologijah in zgodovinskih mrežah. Njegov sopotnik, ki so ga mediji, se pravi gospoda Goloba, gospoda Repeta in Levico, so seveda vsi mediji povzemali, če pa ne bi vprašal strani, ki je ta praznik, ta dan spomina predlagala in je spet kulturno-vojna besedna, ideološka borba, poskus preusmeritve in tako naprej. Je pa treba vedeti, da je gospod Repet poskušal pripremiti tudi raziskavo v rok svetega. Subnor, se pravi staro Združenje borcev za narodnoosvobodilniškega grada, so se zbrali na Poljani letos in poudarjali, da so se borili in umirali za svobodo. Seveda, svoboda in stalinistična revolucija je težko. Levica kot frontmeni pa seveda gradijo to svojo mitološko pravlično podobo, utopično podobo preteklosti, pravzaprav ravno na zanikanju vsega tega, kar česa ne bi se 17. maja pominja.
Mislim, da je pravilno izhodišče tega pisca na blogu, da to ni praznik, ki se nima kaj praznovati, je pa dan spomina na tiste, ki so zaradi vzpostavljanja ohranitve oblasti bili preganjeni, zatirani ali celo ubiti. In prav ti preganjeni, zatirani in predvsem ubiti stopajo še vedno med nas. To je prizor, ki je ravno te dni posnet v nadaljevanju izkopa posmrtnih ostankov umorjenih v protiktakovskem jarku Primostecu, se pravi spet zdaj tukaj vidimo, verjetno bo tukaj več kot 100 žrtev v treh skupinah, se pravi vsaka skupina ubita, zakopana, vredno. Se pravi spet, to je arheologija edina, ki nam lahko pove resnico tako o žrtvah kot o storilcih. In pa izhodišče sveta, ki nam mora biti ti mednarodni primerjavi. Če te podatke, ki seveda niso strogo najbolj točni ali kako, postavimo v kontekst, vidimo, da je Slovenija z 2% smrtnih žrtev za državljanske vojne v med najbolj obremenjenimi skupnostmi zaradi državljanske vojne, in da je treba že to dejstvo resno, da med povzročitelji smrti so predvsem pobiti strani revolucionarnega tabora in ti ljudje niso imeli pravice ne do groba in ne do da je potrebno, tako kot je v vladnem izhodišču za ta praznik zapisano, enakovredne pojave obravnavati enakovredno, in se pravi, če vzamemo koncentracijska taborišča, vidimo, da sta najboljši rečeno koncentracijski taborišči za Slovence, še vidno Ljubljano in ti. Ko pogledamo destruktivno delovanje vseh treh totalitarizmov, je treba seveda totalizem obravnavati tudi v vsaj prvih povojnih letih, v času trdega stalinizma. In pa, če samo omenim to tradicijo, ki naj bi ta dan navajala, se pravi, je navdušen Starič, prevzel oblasti leta 1992, se pravi, prečel z vsakašno opozicijo, z lastnimi zavezniki, množične likvidacije in zatiranje nacionalnega osvobajanja, katerim so Slovence korak precej celo. Lovro Šturan, govorimo lahko, ko imamo demokracijo. In te svobode v komunizmu, titoizmu. Peter Jambrek govori o teh stebrih režima, se pravi umor, rop, nasilje, strah, prevare, laži. In seveda spet Lovro Šturan ta register kršenja človekovih pravic, ki ga bomo mogli zdaj ob dnevu spomina dodati tudi žrtve, se pravi 100.000 ljudi, se pravi kodeks moralnih vrednot in pravil sožitja za sud, različne oblike represije in kratenje človekovih pravic, vse, ki so prišli upoštevati načelo enotnosti oblasti, seveda bi tukaj lahko šli tudi kljubnosti in analizi ekonomskega, moralno-ekonomskega bankrota in postopka. Jaz upam, da bomo sledili tukaj nadaljevanju misli Lovra Šturma, se pravi, niso več človekove pravice v spredju totalizmu, ni bilo pravnih omejitev državne oblasti in nasilju, in zato je ta naša ustavna dolžnost sedanja in tudi seveda dolžnost vzpostaviti dokazno zakladnico, posegati v dialog, vzpostavljati pogoje, kjer bomo lahko tako v preteklosti obsojali kršenje človekovih pravic in pa jih seveda tudi varovali v prihodnje. Hvala vam lepa za pozornost in želim vam nadaljnjo uspešno razpravo in bogat dan spomina na vse žrtve komunizma. Morda še kakšno vprašanje za doktorja Možino,
dr. Tamara Griser Pečar. Drugače bi se zahvalila obema predavateljama in vsem prisotnim. Najlepša hvala. Nasvidenje.